Lep pozdrav, lep večer. Kot ste že slišali, se danes napoveduje ena prav posebna in zabavna debata. Križanje dveh knjig, ki izvirata vsaka iz svojega polja, tako rekoč. Na eni strani imamo znanstveno monografijo, ki govori o cenzuri na tem področju in je vezana na razstavo, ki je potekala v Narodno univerzitetni knjižnici v Ljubljani leta 2023, če se ne motim, z naslovom Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. Do Prve svetovne vojne. To je bil cel naslov, če se ne motim. Ja, drži. In na drugi strani, to zgleda že skoraj kot rokoborba zdaj na tej točki, na drugi strani imamo pa roman, ki bi ga lahko opredelili kot žanrski hibrid nemara. Ima elemente grozljivke, kriminalke, zgodovinskega romana, bi lahko rekli tudi parodije mogoče. Ja, jaz mislim, da kar je. Odlično. Skratka, skupna točka obeh knjig je življenje, lik in delo Franceta Prešerna, tako da se bomo v kratkem osredotočili na našega največjega slovenskega pesnika, ampak za začetek, recimo, da ustvarimo atmosfero. Glede na to, da ima ta dogodek naslov Dolgo 19. stoletje, pa dajmo nekoliko uvesti to dolgo 19. stoletje. Mislim, to stoletje je res precej obsežno, praktično od, Marjan, če se ne motim, si ga ti opredelil od prvega izida prvega slovenskega pesniškega almanaha Pisanice, kaj je bilo to 1779, nekaj takega, in pa do konca Prve svetovne vojne 1918 praktično, ki tudi sovpada s smrtjo Ivana Cankarja. Ne bom te vprašala, kaj vse se je v tem dolgem 19. stoletju dogajalo s cenzuro, ker knjiga je praktično odgovor na to, je zelo zanimiva, res jo priporočam v branje, pa roman tudi, ampak sej bomo počasi prišli do tega. Konkretno bi me zanimalo, ker se osredotočamo na lik Franceta Prešerna. Kakšna je bila cenzura na Kranjskem? Nekje od Dunajskega kongresa 1815 pa do pomladi narodov 1848, kar glih sovpada s Prešernovim delovanjem, pa tudi z Metternichovim režimom. Ja, seveda. To je res dolga zgodba. Dolgo 19. stoletje je pač dolgo. Tega termina si nisem sam zmislil, je še kar v rabi. Običajno nekako je datiran s francosko revolucijo, ki pač pomeni eno veliko prelomnico v evropski zgodovini. Druga prelomnica je v začetek ali pač nasploh Prva svetovna vojna. Tako da v bistvu na to obdobje se tudi moja knjiga seveda osredotoča. Zdaj, na tvoje vprašanje pa takole. V bistvu je Slovenci smo v vsem tem času seveda bili del Habsburške monarhije, jasno. Imeli smo glavno mesto Dunaj in tako naprej. In leto 1948, ki pa skoraj potem tudi sovpada z letom Prešernove smrti, torej 1949, je pa tudi velika prelomnica tudi v političnem življenju monarhije in tudi recimo v organizaciji cenzurnega aparata. Moramo vedeti seveda, da je bila cenzura pomembna, zelo pomembna sila pravzaprav v družbi takrat, ampak leta 1948 se zgodi v bistvu nek prelom, ko v bistvu nimamo več te klasične predhodne cenzure. Kaj pomeni predhodna cenzura? Zelo na kratko opišem takole. V bistvu je to nek sistem, kjer pravzaprav ne moreš ničesar objaviti, ne da bi nekdo pregledal prej. Se pravi, neki uradniki, zelo kompleksen je ta seveda aparatno, ampak v principu imamo neke cenzorje, ki so od oblasti pooblaščeni za to, da pregledujejo tekste in pač odobrijo, kaj je lahko objavljeno in kaj ni. In zdaj Habsburška monarhija je imela pač v prvi polovici 19. stoletja, zlasti od Dunajskega kongresa naprej, pač tak aparat cenzorski, v katerega so bili vpleteni lokalni intelektualci, hkrati je bil pa vrhovni cenzurni organ je bil pa seveda na Dunaju, kjer je v vsem tem času pravzaprav nekako bil glavna oseba, grof Jozef Sedelnicki. Sedelnicki je bil tako rekoč desna roka pač Metternicha in on je imel čez ne samo cenzuro, ampak tudi celoten policijski aparat. In je res zanimivo to, mislim, pravzaprav se včasih bere kot kriminalka. Tako da moja knjiga se stika s Ljoševo v tem, da je kriminalka na podlagi faktov, ne na podlagi fikcije. Zdaj,
ta aparat torej pa je pač bdel nad tem, se pravi, Sedlnicki je sodeloval s številnimi cenzorji, recimo med njimi je bil najbolj znan Slovenec, gotovo Jernej Kopitar. Kopitar je bil vrhovni cenzor za knjige, ki so izhajale ne samo v vseh slovanskih jezikih, ampak tudi v romunščini, pa novogrščini in tako dalje. To je bil res intelektualec seveda svetovnega formata takrat. Ampak dobro, tu je spet en kup zgodb. No, skratka, imeli smo nekako, če primerjamo z nekaterimi drugimi imperiji, recimo ali pa državami evropskimi, bi lahko rekli, da smo imeli takrat razmeroma strogo cenzuro, ki se je vtikala vse, celo v poslikave in ne vem, v škatlice, v embalažo, se pravi, ti nisi mogel izdelovati embalaže s nekimi napisi, če ni bila ta stvar predhodno odobrena in tako naprej. Torej, vse je bilo pregledano, ne? In v primerjavi z nekaterimi drugimi režimi je bil ta avstro-ogrski dost, bi rekel, rigiden. Mogoče ga je prekašal edino ruski, dočim nekje druge po Evropi so te stvari se že bolj sproščale, zlasti v Angliji, ne, kjer je pa v bistvu svoboda tiska stopila v veljavo že mnogo prej, stoletje, dve pred tem. Ne. Večinoma se pa potem tudi druge v Evropi zgodi ta prelom, da pravzaprav cenzura ne more več nadzirati produkcije. Produkcija se širi, če dalje več knjig se tiska, če dalje več časopisov in enostavno ni mogoče vseh teh ljudi plačevati, da bi to pregledovali in se potem te stvari sprostijo in sicer na ta način, da potem v bistvu oblast ukrepa šele, če je nekaj narobe, torej se zapleni za nazaj, se ne vem, ukrepa s sodnim aparatom, se zapre založnika, odgovorno osebo, tiskarja, avtorja in tako naprej. Ne. Se pravi, temu pa rečemo recimo podcenzura ali represivna cenzura, večinoma ni več predcenzure. Je pa res, da v Habsburški monarhiji, recimo v gledališču, ostala vse skozi v veljavi, tudi do Prve svetovne vojne in potem še naprej v Novi Jugoslaviji, recimo na področju gledališča, so bili pa še vedno vsi teksti pregledani, kar pa izvira iz nekega starega strahu oblasti, še iz terezijanske dobe, tako rekoč, da je v bistvu govorjena beseda na odru v množici še bolj nevarna kot neka pač natisnjena. Zdaj, Aljoša, ti si se ukvarjal z tem čudovitim 19. stoletjem nekoliko drugače. Ne? Predstavljam si, da si za svoj roman opravil zelo veliko raziskav. Ne? Preden te vprašam, recimo, kaj se ti je zdelo fascinantno mogoče, ne, v tem zgodovinskem času in tako naprej. Mogoče čisto kratek začetni pitch, kako se tvoj roman začne, ker mislim, da ima fantastičen uvod. Imamo namreč vizijo človeka, ki je zelo očitno pijan in tako zelo je pijan, da se zadeva ob vse stene, ampak vse, kar vidi pred sabo, je eno krilo. Fokusiran je na tisto krilo, mora slediti temu krilu in kar naenkrat se znajde v vodi. In tam, ko je v vodi, vidi eno praktično, bomo rekli, čudovito prikazan skoraj morsko deklico in si misli, da je že v boljšem svetu, na kar se naslednji dan prebudi na bregu Ljubljanice in ugotovi, da je ves čas stiskal precej razpadlo truplo pravzaprav. In tukaj obrat, ki je tako rekoč ključen, ne, da tej zelo grozljivi, groteskni situaciji poda nekaj parodične distance, je ta moment, da je ta človek France Prešeren. Zdaj, odkot ideja, da bi bil France Prešeren glavni lik kriminalke? Zdaj, ki si to tako dobro povedala, ta uvod, oziroma ta začetek, je v bistvu v tem uvodu pravzaprav nekako, jaz mislim, da že na pol odgovorjeno na to vprašanje. Ne? V bistvu gre za to neko mojo sumnjo, da danes, ko beremo pač romantično poezijo, tudi Prešernovo seveda poezijo, ugotovimo, da so to zelo, pri Prešernu recimo, vsa ta njegova dekleta imajo zelo malo svoje volje, razen tega, da rečejo ne, nočem te, ker ti si reven pesnik, ne vem kaj, imajo zelo malo volje in se ves čas delujejo kot neki objekti moškega oboževanja. In jaz mislim, da že ta prvi to, kar si zdaj opisali, je v bistvu neke vrste parodija tega, da sem jaz hotel pokazati, da v bistvu objekt je samo lahko truplo, ne, šele. In tukaj se mi je zdelo pač izredno zanimivo, ker si prej tudi vprašala, a je to parodija. Jaz mislim, da absolutno pač je. Jaz sem želel po eni strani
se malo norčevati iz nekih teh mitov, ker Franceta Prešerna imamo še danes za pač največjega slovenskega pesnika. O njem radi govorimo kot o, ne vem, enem prvih Slovencev, kar sploh ni res, o enem največjih domoljubov, kar seveda je res, ampak ne na ta način, kot mi to danes razumemo. Predvsem pa mi je zanimiv, ker se mi je zdelo, da vsi nekaj o njem vemo, da vsi poznamo njegovo življenje in se je najlažje pač ti moraš parodijo delati iz nekih stvari, ki bo ljudje razumeli, da je pač to parodija. Je pa res, da netestni bralci, pa ne potem pozneje zdaj odzivi bralcev, ki jih je zdaj že veliko, ker bo knjiga že skoraj leto dni zunaj, ne, so se pol izkazali, da ljudje ne vejo toliko Prešerno, kot sem jaz mislil, predvideval, upal in želel in da je dosti teh nekih šal jim šlo zelo mimo njih, ker pač marsičesa od tega niso razumeli. Ampak vse pa izhaja iz ene čistega neumnega nekega pogovora z mojim mlajšim bratom, kjer sva se pogovarjali o največjih zarotah, teorijah zarote v slovenski književnosti. Ena od njih je, se veste, da so Cankarje ubili agenti jugoslovanske države takrat, ne? In druga je bila pač je v bistvu nekako konec moje knjige in potem sem iz konca nekako prišel na začetek in vse te pomene sem zelo počasi gradil v svojo kriminalko. Konca, ki ga seveda ne smemo izdati. Ne? No, ampak ko si že odprl to dilemo pisanja o Prešernu, Marjan, ti si napisal 2017, mislim, da je šla monografija Prešeren po Prešernu, kaj ne? Kjer si se ukvarjal točno z vprašanjem posmrtne kanonizacije Franceta Prešerna. Preden mogoče načnemo to vprašanje, ki se mi zdi izjemno zanimivo, da Prešeren je praktično že od nekdaj fikcija, je neke vrste prazni označevalec, tak kot ga poznamo. Aljoša, samo kratko vprašanje zate, ki si rekel, ne, da si mislil, da toliko vemo o Prešernu, ampak hkrati se je pa izkazalo, da ne toliko vemo. Koliko si bil med pisanjem pozoren, naprimer v iskanju neke zlate sredine, da upoštevaš tisto, kar misliš, da bi ljudje mogli vedeti o Prešernu, ampak hkrati, da vseeno, da vseeno izpostaviš neke določene fakte o zgodovinskem času, recimo, in tako. No? A ti je to kakšno težavo postavljalo? Ne, v bistvu mi je največji čar moje knjige mi je bila ravno ta igra med tem, kar vemo, da je res in iz česar se norčujem, pa parodiram, pa skratka naredim, da je res nekaj drugega, pa do teh stvari, ki so čista resnica in sem jih pustil taka, kot so, ker so se mi zdele zgodovinsko pomembne točke, ker sem vseeno hotel nekaj povedati tudi v času, v katerem se je stvar dogajala, ker to je, kot je Marjan povedal, ne samo, da je to dolgo 19. stoletje, to je res noro zanimiv čas, kjer se praktično zgodi vse. Tle se Slovenci rodimo praktično iz nič. Tukaj nastanejo, ne vem, prve ideje, prva kriminalka v resnici nekako spada točno v to obdobje, ne Edgar Allan Poe, ampak še pred tem nek Francoz, ki sem zdaj spet pozabil, priimek je v bistvu še prej. Točno tukaj nekje nastajajo mnoge forme in nastaja tudi kapitalizem, nastajajo prve neke oblike potrošništva in tako naprej. In to je noro zanimiv čas in meni je bilo skratka to najbolj zanimivo postaviti v ta čas neko izmišljeno zgodbo. Zdaj, ta pač ideja, vse pa izhaja nekako, bi jaz rekel, da vseeno malo z resnice. Ne? Ko sem bral recimo Čopova pisma, mi je bilo strašno smešno, ker že po 3-4 ti pade v oko ta detalj, da on vsakič začne ali pa konča s tem, joj, spet neki smrkam prehlajencem, joj, grozen prepih, joj, ta Ljubljana pa ta megla in to. In skozi je to. In sem rekel, očitno si hipohonder, dajmo to na 11. potenco. In potem pač razvijem to, da je pač on res v vsakem dialogu, vsakeč se pritožuje vse to. Kje druge sem rabo, kaj drugega, ne? Pri Smoleta nisem toliko upošteval razen fizične pojavnosti, pa tega okolja, v katerega spadal, pa seveda vseh teh zgodb in sem ga v bistvu nekako prerodil z Andrewom Tatom. Skušal sem tudi pogledati par videov z Andrewom Tatom, da bi par njegovih iztočnic vrgal v roman, pa mi je bilo tako nagnusno, da po 5 minutah nisem mogel več gledati, sem rekel, vse vem približno, kakšen moški je, to bom že znal sam. Ne? Kakšne stvari so pa recimo mi bile blazno smešne, jaz sem Smoleta recimo vrgel prosto zidarje, zdaj, ker sem prebral toliko monografij, biografij in tega se ne spomnim, a je to bilo kje namignjeno, ali je to res zraslo samo na mojem zelniku, ker v zapiskih tega nimam.
Sem pa to dodal in potem mislim, da 3 mesece po izidu moje knjige berem v Sobotni prilogi, nekaj o prostozidarjih in Andrej Smole piše, da je bil prostozidar. Zdaj upam, da ta človek ni upošteval mojega romana kot primarni vir svojega sklepa, ampak ne vem, mogoče bo Marjan povedal, kako akademiki te stvari počnejo, ampak jaz upam, da ne. No. Skratka, in kakšne take stvari so pa zašle noter po naključju, ampak ja, želel sem, to je tako kot slalom, jaz sem želel, da te skratka zastavice, okrog katerih ljudje slalomirajo, so neka zgodovinska dejstva, jaz pa potem švigam pač med njimi. No, fikcionalizacija oziroma literarizacija Prešerna. Kot sem rekla prej, Prešeren včasih res zgleda kot en prazen označevalec. Ne? Tako kot si ti rekel, Aljoša, imamo občutek, da o njemu marsikaj vemo oziroma o njem se učimo v šoli toliko let in vse. Ampak v bistvu, pa nočem zdaj tukaj, absolutno ni moj namen nekaj v prazno psihologizirati, ker po vseh teh stoletjih niti nima smisla. Zdi se mi samo zanimivo, da ga je zelo težko ujeti kot človeka oziroma da je zelo težko nekako zakoličiti to razliko, to diskrepanco, ki nastane. Na eni strani največji slovenski pesnik, ki ima tako rekoč brezmadežno podobo narodnega buditelja in tako naprej. Ne? Na drugi strani nekdo, ki poleg tega, da je imel nezakonske otroke, pa da je pisal recimo tudi kakšne take opolske pesmice, pa to je še najmanj. V resnici, Marjan, ko sem prebirala tvojo knjigo, me je najbolj presenetilo, kako je bil to po eni strani, pa se opravičujem, da tako rečem, ne? Ampak res zelo malenkosten človek, precej zamerljiv po svoje, ki je užival v pisanju sršenov in puščic in ki je znal biti pravzaprav prav objestno nesramen, glede na to, kako je obkladal Kopitarja, mislim, da z govnom celo na enem mestu. A ne? Ja, mislim, res je. Jaz sem se ukvarjal pač s Prešernom, tako kot si omenila, ne, v bistvu v knjigi in sem se res ukvarjal z njegovim pač posmrtnim življenjem. Torej, mene je zanimalo, kako pravzaprav smo konstruirali Prešerna kot nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika, recimo v tej knjigi. In moram reči, da seveda moramo vedeti, ne, da verjetno je Prešeren človek ali pa Slovenec, v katerega biografijo se največ ljudi poglabljali. Se pravi, o tem je bilo največ napisanega. Torej, vsak detajl je bil 10-krat, 100-krat preučen, ta ustna izročila so se nabirala po vaseh in tako naprej. In hkrati še vedno pač tudi največji prešernoslovci ugotavljajo, da Prešerna pravzaprav ne morejo čisto zares za nekaj prijetne. Mi je pa v bistvu ravno ob branju Aljoševega romana pač nekako padlo na pamet, kako na nek način zaokroža ali pa dopolnjuje to tradicijo pisanja o Prešernu, ki seveda sega od zelo takih, bi rekel, nekih čist memoarskih zapisov, recimo Ernestina Jelovšek, kako opisuje Prešerna, pa potem nek duhovnik Tomo Zupan tam hodi okoli in sprašuje Prešernovo sestro, kakšen je bil Prešeren. In potem se pojavijo prvi prešernoslovci, to so v bistvu ljudje, ki so osnovali tako rekoč slovensko humanistiko in postavili na noge slovensko univerzo. Ne. Torej, lahko bi rekli, da se je slovenska univerza rodila okrog Prešerna in prešernoslovja. To je ena stvar. Ne. Potem te veliki prešernoslovci, Kidrič, Slodnjak, Prijatelj in tako naprej. Vsi ti ljudje seveda se intenzivno ukvarjajo s Prešernom, za njimi potem pa Trnu, Kos, mislim, cela, bi rekel, plejada slovenistov, komparativistov in vsi se ukvarjajo s to njegovo biografijo, hkrati jim pa to ni dovolj, ne, in v bistvu posegajo tudi po fikciji. Recimo tipičen primer je Slodnjak, ki piše že v 30-ih pač roman o Prešernu. Neiztrohnjeno srce. Ne, mislim, da 1938 da je šel ja. ta roman. Za njim pa recimo Ilka Vašte, novomeška avtorica. Ilka Vašte je bila še prej, 1937. No, tako, tam nekje sta, ja, tako. No, skratka, v bistvu, kar je meni zanimivo, recimo pri Prešernovi biografiji je to, ne, po eni strani seveda tudi strokovnjaki, tudi znanstveniki v bistvu veliko fikcije polagajo. Recimo Kidrič je značilen primer, on ko piše Prešernovo biografijo, hoče skoraj dan po dan rekonstruirati njegovo življenje in kjer mu zmanjka, ne, doda iz svojega, ne, se pravi, ali pa doda neko domnevo, ne, in v bistvu postaja pisatelj, ne, da bi se tega zavedal. Ne. Pač tisti, ki pišejo fiktivne romane v Prešernu, potem pač seveda nekako to razumemo in sprejemamo. Ne. Zdaj Aljoša je šel pa tu še 2 ali pa 3 korake naprej in je pač
pač Prešernu pripisal nekaj res zanimivih lastnosti. Ne. Ena, ki se mi je posebej dopadla, je ta, ne, da je bil sonetni venec za Krostihom naročen in plačan od Julijine matere. Ampak mislim, ne smemo vam preveč razkriti, pa pravzaprav tudi jaz nisem še do konca prišel, ker mi je šele pred kratkim knjiga prišla, tako da ne želim, da tukaj v koncu kriminalke. Jaz bi sam rekel, Marjan, da to se zdaj ti govoriš tako, kot da nisi ti za nič kriv. Ne? Tukaj, jaz moram reči, da recimo tvoja knjiga Slovenski pisatelj je tisto, kjer sem jaz prvič tudi, ko sem jo že bral med študijem, kjer sem prvič začel razmišljati tudi o tej, a veš, ideji, koliko so slovenski pisatelji pač res revni ali pa boemski ali pa ne vem kaj in koliko je to v resnici poza, koliko v resnici, tako kot ti opisuješ, ne, Cankar v resnici se veselo, da mu zažigajo knjigo na trgu, ker si rekel, zdaj se bo pa prodajala. Ne? In take stvari, tukaj sem jaz prvič v bistvu to doživel, da sem začel razmišljati o tem tudi kot o strategiji pisateljski. In marsikaj mojega Prešerna je ravno iz te tvoje knjige in iz teh idej, da kaj pa če Prešeren ni bil samo naiven, ampak je znal tudi načrtovati svoje stvari. Ne, Prešeren nikakor ni bil naiven, ne. To pa si lahko preberete pač v tem poglavju o cenzuri Prešerna, ne. Kako je v bistvu, kako mojstrsko pravzaprav je znal te predpise preigravati, ne. Kako v bistvu so pač žogo brcali med lokalno in dunajsko cenzuro in so vendarle, ne, namreč seveda glavni rezultat cenzure je ta, da nekaj izbriše, zabriše in ta stvar potem sploh ni javna, ne? Ampak njim je pa vendarle uspelo, da so določene stvari prišle v javnost. To je res zanimivo, recimo nekateri vsi poznamo sonet, ne, ta Apel in čevljar, kjer napade Kopitarja. To ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo nekega spretnega manevra zadaj, bi rekel, te čpeličarske skupine v Ljubljani, ki so potem te stvari lahko objavili in tisti drek, ne. Ampak pod črto moramo pa še vedno povedati, da je cenzuri uspelo, ne, da tiste najbolj žolčne napade na cenzorje in tako pa vendarle je uspela povoziti in te stvari so se šele čez desetletja najdle v rokopisu. Lahko se pa seveda sploh ne bi in potem mi sploh ne bi imeli popolnoma prave slike o tem, kaj se je dejansko dogajalo. Ne. Tako je bilo tudi pri Prešernu in poglavje o Prešernu v moji knjigi je daleč najdaljše. Mislim, da se meri lahko samo še s Cankarjem, ampak mislim, da je Prešern vseeno daljši, ker je bil pač Prešeren tisti avtor, ki je na najbolj kreativne načine v bistvu izzival ta cenzorski aparat. No. Se mislim, da je beseda izzival pravzaprav res najboljša, ker včasih se zdi, da je človek pač res izzival. In tudi, ko si omenil te določene. Cenzura, skratka, po eni strani je lahko bila tudi reklama, kot si ti rekel prej, Aljoša, ne? Ampak to, da si ti znal cenzuro izkoristiti kot reklamo, je bila verjetno ena posebna spretnost. Po drugi strani pa pač to, kar si pa prej omenil, Marjan, da ene določene stvari, kako ne rečem, da k sreči. Se to je zdaj vprašanje, to je moje vprašanje pravzaprav. Zdaj, če beremo naprimer te neke žaljive zapise, si človek reče, pa se po eni strani mogoče pa vseeno boljš, da to ni prišlo v javno objavo, ali pač? Mislim, to je pač igra. Mislim, gre za to, da je cenzura dejansko pač vplivala na to, kaj se je pojavilo in kaj se ni pojavilo. Se pravi, tisto, kar se je pojavilo, je bilo pisano tudi z ozirom na cenzuro. Ne. Recimo, tudi če gledamo Krst pri Savici, Prešeren ga objavi leta 1936, to je leto, ko je v bistvu zamrla čpelica po hudih bojih, ne. In Prešeren je bil res utrujen tam imamo še potem cenzuro tega soneta Matiji Čopu in tako naprej. On je bil res utrujen od teh spopadov s cenzuro in je dejansko dal ven nekaj, za kar je računal, da mu cenzura ne bo zablokirala. Ne. Čeprav je hkrati napisal tako kompleksen tekst, da mu še danes ne moramo priti do konca. Ne. Mislim, ampak jaz sem prepričan, da so te okoliščine globoko zaznamovale v bistvu tudi ustvarjalnost. Ne. Ampak včasih tudi v pozitivnem smislu, ne. Ker sigurno, če bi pač bilo vse svobodno in tako naprej, bi pač se drugačne stvari pisale, objavljali in tako naprej. Tako da to je del, bi rekel, nekega komunikacijskega procesa, literarnega sistema, karkoli rečemo. Ne.
Tako da ni slika, sigurno pa slika ni črno-bela, recimo. Ne. Mi danes Kopitarja res skozi to Prešernovo zgodbo poznamo, ne, kot nekega malenkostnega cenzorja, ki tam teži pač tem ubogim čebeličarjem, ki pravzaprav prvi almanah tukaj izdajajo. Ne. Mislim, in seveda to je bilo veliko podjetje, ne, to, da so v 30-ih izdali Kranjsko čebelico. Zakaj je bilo to tako pomembno? Ker predtem pravzaprav ni bilo mogoče dovoljen dobiti. Ne. Ena od zgodb v tej knjigi govori o Sedelnickem in o zatrtju Slavinje. Se pravi, v 20 letih 19. stoletja je bila pravzaprav v Ljubljani pripravljena ekipa, da bo izdala pač nek časopis slovenski, tak rahlo domoljuben in tako naprej, ampak seveda ta zadeva ni šla na Dunaju, čez ni bilo mogoče dobiti dovoljenja. Isto tudi te uboge kmetijske in rokodelske novice so morale pravzaprav 3-krat narediti prevrat konceptualni, da so pravzaprav lahko išle. Mišljene so bile najprej kot politični časopis, to ni šlo skozi nikakor, potem kot literarni in tudi to ni šlo skozi in potem so se neki obrtniki zraven priključili in potem še kmetijska družba za Kranjsko in potem je ta gospod Sedelnicki dovolil po 5 letih dopisovanja, ne, na Kranjskem prvi slovenski časopis. Ne. In to, mislim, teh stvari v bistvu ne vidimo, ne. Mi se samo učimo, kaj so pa zdaj te Kranjci delali celo prvo polovico 19. stoletja, 5 knjig, en almanah vsako leto je šla ena številka, časopis so začeli izdajati leta 43, ne, v redu, ampak zakaj, ne, mislim, to so bila vprašanja, recimo, ki so mene motivirala pri tej raziskavi, ne. In ena ključnih figur je bila ravno ta podoba že nocoj večkrat omenjenega Jerneja Kopitarja, ki se je, kot sta oba dva omenila, pač zapisal v zgodovino, v našo literarno zgodovino kot negativen lik, bi rekli lahko antagonist, ampak po drugi strani je bila njegova vloga zgleda precej bolj ambivalentna. Tudi ko si omenjal recimo literarizacijo Prešerna in tako naprej. Kidrič, na primer, način, kako Kidrič piše o Kopitarju, to je zelo osebno. To skoraj, mislim, da ga opisuje kot nekega rdečelasega škrata. Opisuje ga s Prešernovimi besedami iz Prešernovega nemškega soneta kot rdečelaso s pako, ki je nevoščljiva in malenkostna in tako naprej. Ne. Torej, ta Prešernov pogled na Kopitarja je nekako prevladal. Ne. Spravo, to je tudi ena od pač posledic tega, da smo Prešerna pač povzdignili na to, bi rekel, elitno mesto, da nam je pač nekatere stvari nekoliko zamegljene. Ne. Vendarle je Kopitar bil, kako bi rekel, slovenski učenjak takega formata, ne, takega ugleda, ki je toliko naredil tudi za slovansko stvar, ne, mislim, v nekem širšem kontekstu, da je seveda da je ta epizoda v njegovem življenju, mislim, v njegovi bogati karieri je absolutno minorna. Ne. Zdaj, Aljoša, kako hvaležno je imeti pred sabo ene take like, ki so na eni strani sicer obremenjeni z neko prtljago, po drugi strani pa so v bistvu dovolj prazni, za reči, da jim lahko ti napolniš neko njihovo individualnost, neko njihovo identiteto. Super je to. Jaz pač res uživam v zgodovinskih romanih, zelo imam rad zgodovinske romane in to gotovo ni moj zadnji zgodovinski roman, čeprav pač trenutno, ker pišem, je nekaj čist drugega, ker sem upehan od pisanja pač doktorja, ker jaz sem veliko prebral, veliko preštudiral, da sem zgradil ta svet, ampak po drugi strani ne vem, jaz pač rad na ta način pišem, jaz rad vzamem nekaj iz, ni treba samo zgodovine, ampak nekaj iz realnosti in potem to pregnetem in je vedno vsako moje pisanje na nek način parodija. Tudi mogoče za moj prvi roman, Bildux roman, ki absolutno ni tako smešen, kot se meni takrat zdel, ampak definitivno jaz mislim, da je do neke mere parodija pač mojega življenja, življenja študentov v tistih letih in tako naprej. Ampak, ne vem, meni je pač vedno mi je pasalo to, da lahko jaz samo napolnim praznine, hkrati pa se ti začne, ko začneš neko tako stvar graditi, kot sem jo jaz, recimo že pred 10 leti sem jaz, oziroma zdaj že več let, sem naredil prvo plast študiranja in celo zgodbo sestavil in potem pač pred 2-3 leti, ko sem dal odpoved v službi in sem se vrnil k tem zapiskom, sem jih itak najprej moral dešifrirati, marsikaj na novo prebrati, marsikaj na novo videti, na novo postaviti in tako naprej, ampak neke te glavne stvari so štimale in potem vsako stvar, ki sem jo recimo odkrival, pa jo želel not vtakniti, mi je odprla kup nekih novih horizontov, recimo na neki točki sem se odločil, da bojo not prosto zidarji, ker so mi
taka smešna stvar, pa ker pač vem, da ljudje imajo radi te stvari, ker pač tudi Dan Brown je imel Proste zidarje, sem rekel, kaj pa, če ne bi malo jaz kopiral od njega in sem vrgel od Proste zidarje, pa hkrati sem hotel narediti eno tako parodijo na slovenske kulturne proslave, pa parodijo na Kresnika, ki se je takrat še podeljeval tam pač podrožnikom in tako naprej. Ampak potem nekako pridem do tega, da je nek praznik Prostozidarjev, zdaj se ne spomnim točno več katerega, ampak ne vem, 23. julij in vidim, to je točno tam malo prej sicer, kad sem jaz mislil postaviti svojo zgodbo, ampak super, to rabim in potem sem celo zgodbo premaknil za en teden, zato da sem ujel ta datum, da se mi je išlo ravno tako v datum. Potem sem, ne vem, bral časopise iz tistega časa, ker sem hotel not kodo vtakniti, ker je not ena koda, ki jo mora Prešeren razvozlati in potem, ker mi ni šel mislim, da Petkov ali kjer je že časopis, je imel res brezvezne članke, s katerih se ni dalo niti v redu norca delati. Mi je bil pa všeč Sredin, kjer je bil noter kjer so res opisovali, kako so neko krono selili z nekega malega dvorca na Dunaj pripeljali, da je potem cesar dobil in je bilo to tako smešno, cela kočija za neko obleko, kos obleke. In sem rekel, to hočem in pa sem mogel še tam nekaj premakniti, recimo, da so se mi stvari šle in tudi zaradi tega sem zelo hvaležen Ani Grmovšek, ki je pol zaradi vsega tega premikanja, ker sem bil že čist zmeden, ugotovila Aljoša, Prešeren gre spat, doktor gre spat v petek, zbudi se v nedeljo, a je prespal cel dan, a je to nam hočeš povedati, da je bil tako zmatran, ali si nekaj spregledal in jaz potem, shit, pa res, en dan mi je zmanjkal. Vmes, ker sem toliko premikal stvari in smo to popravili. Ampak ja, meni je všeč, se pravim, res mi je, da mi neko trdno osnovo, hkrati pa jaz ves čas hočem pač biti, gledati na neko realnost, na nek duhovit, poseben, mal drugačen način. In predvsem mi je seveda zanimivo to, ker jaz mislim, da so danes dosti nekih stvari, ki so bile takrat smešne, so smešne še danes na en nov način, če jih znamo pogledati z malo razdalje. No? Zdaj, ko si že odprl to rubriko Fun Facts, ne? No pa dej, zaupaj nam. Ta igra ščurkov v škatli, je to zgodovinska realnost? Ne, to sem jaz, ki si razmišljam, kaj se otrok takrat igra v tistih cajtih, ker pač nimajo nič in si mislim, ok, ščurke so zapile škatle in se ne vem, zakaj, odkot mi je to prišlo, ampak ja, mislim, da sem si, za nič nisem 100%, kaj sem si vse izmislil, ker to se mi je že dostkrat zgodilo, da nekaj rečem, da sem si izmislil, pa pol vidim, da sem vseeno kje prebral, ker se pravim, jaz sem študirati o tem začel 10 let nazaj in marsikaj je tam v zapiskih noter, česar tudi nisem znal razvozlati, neki zelo čudni komentarji ali pa neki spiski, ker sem pošel iskat knjigo, ker imam jaz strani napisane, kje bi to v knjigi mogli biti, pa tega ni v knjigi. Tako da bom previden, no? Ampak zdi se mi, da sem si pa to jaz zmislil. Ampak to recimo, da pa ima Prešeren v svoji poeziji zelo veliko utopljenk, to pa verjetno drži, a ne? Meni je bilo to presenetljivo v resnici. Ja, tudi meni, ko enkrat pol začneš razmišljati o takih stvareh, pa vidiš, kar jaz, mogoče pa nekaj je bilo z njim pa vodo, pa ženskami. To je neka stvar, nekaj, kar je definitivno od nekod prišlo. Nisem pa hotel preveč psihologizirati, to, kar si tudi ti prej rekla, jaz sem bral vse te Slodnjake in vse to in mi je bilo zelo nenavadno, kako veliko ve o njegovem otroštvu, čeprav se o tem ni vedelo nič, saj jaz nisem našel nekih zanesljivih pisnih virov, da bi lahko rekel. Sem se pa veliko, recimo, ja, na Ernestinu recimo zanašal, posebej pri opisih Prešerna, ne? Ker vemo, da vse portreti Prešerna, ki jih imamo danes, to je vse po njegovi smrti. In to mi je zelo žal, ker sem vrgel to na neki točki iz knjige ven, ki ga Langus prosi, če ga lahko enkrat vendarle naslika, ne? Ker Prešeren za časa njegovega življenja ni nastal noben njegov portret, zato sem se jaz zanašal ta opis, ki je na začetku, ko se on prebudi v ječi, to je pač prepisan opis od Ernestine in je v resnici samo pač napisan v mojem stilu, zato ker mi pač njene besede nisem hotel copy-pastati, pa mi tudi ni odgovarjal njen opis in sem ga po svoje obrnil. V bistvu imaš zdaj dobre šanse, da Doktor in povodni mož postane nova Ilka Vašte oziroma novo neiztrohnjeno srce, tako rekoč. No, ampak vrnimo se še malo k temu vprašanju. Kopitar mi še vedno malo mardra, priznam. Kot rečeno, ne pač ta ambivalentna figura in tako naprej, ampak zmeraj me je zanimalo, ker ste se oba s tem ukvarjala, ne, vsak na svoj način. Kako bi izgledala slovenska literatura? Pa vem, da zdaj literarna teorija ne mara preveč hipotez, ampak vseeno. Kako bi slovenska literatura izgledala, če bi
prevladala Kopitarjeva vizija literature v nasprotju z Prešernovo in Čopovovo. Ja, mislim, to je pač klasična nekako zgodba slovenske literarne zgodovine, torej nekako s Prešernom pravzaprav nastopi možnost za drugačen razvoj slovenske literature. Ne. To je prav gotovo dejstvo. Kopitar si je zamišljal drugačen, bolj recimo ljudski folk pristop, torej on je priporočal posnemanje recimo srbske, ljudske epike in tako naprej. In se mu je zdelo pač, da slovenščina tudi kot jezik, ne čisto na tej, bi rekel, ravni kodificiranosti in tako še ni pač dovolj, bi rekel, kultivirana za, bi rekel, za visoko poezijo. Ne. Dočim Prešeren in Čop pač nista imela težav s tem in sta v resnici imela vizijo, kako bi pravzaprav slovenščina lahko takoj bila literarni jezik najvišje pismenosti, ne. In seveda to je Prešeren dosegel s tem, da je nekako tako kot vsaka pravzaprav mlada literatura, ki še nima razvitega repertoarja in formalnega in tako naprej, je pač uvažal vzorce iz tujih literatur. Zlasti vemo seveda sonet, sonetni venec, orientalske forme, gazela, nordijske balade, španske, recimo razne španske oblike, francoske, tudi trioleti in tako dalje. In dejansko je to pač napolnil, bi rekel, z aktualno, romantično, ljubezensko in tako vsebino. Ne. Zdaj, bi rekel, čist klasična zgodba je nekako zakaj, mislim, ko se vprašamo, zakaj je Prešeren nacionalni pesnik, zakaj je res tako kanoniziran, skoraj vsi literarni zgodovinarji v en glas odgovarjajo, to je enostavno zato, ker je res tako dober, ne, ker je res tako pravzaprav se pojavil iz ničesar, iz ene puščave, tako rekoč, in pravzaprav ta zadeva meji na čudež. Jaz sem seveda to z nekaj skepse seveda pregledoval te stvari, ampak mogoče se tudi jaz na starejša leta pridružujem sporu v bistvu teh častilcev Prešerna, no, ker res, če pogledamo nazaj, če pogledamo slovensko literaturo, kakšni pesniki so pred Prešernom, v redu, Urban Jarnik, Modernjak ima dobre momente, Vodnik ima nekaj malega dobrih momentov, del je res precej nezanimiv kot prvi slovenski pesnik. Se pravi, vsa ta tradicija, veliko se piše, veliko ljudi hoče pisati poezijo, ampak, oprostite, to res stoji, ne? To še danes stoji in ta poezija je res dobra in tudi jaz sem se ukvarjal primerjalno dolga leta recimo nasploh z nacionalnimi pesniki, ker to ni nekaj, to, da imaš ti nacionalnega pesnika, ki ga res pač postavljaš na piedestal, to ni slovenska posebnost, tako imenovane nacionalne pesnike poznamo od Baltika do Portugalske in tako in navzkriž, to imajo marsikje, niso povsod tako, bi rekel, privzdignjeni kot Prešeren, ampak marsikje. Samo redko kateri je pa tako dober. Mislim, kolikor sem uspel, pač nekaterih pač ne morem brati, niso niti prevedeni, ampak dejansko se tudi jaz pravzaprav pridružujem malo temu navdušenju, no, nad tem, da torej bila bi sigurno drugačna, predvsej bolj povprečna, ne. Tukaj pa imamo nekaj, kar res izstopa, ne. In Prešeren je res za nekaj stopnic prestavil te standarde. Tudi po Prešernu še ne dobimo tako hitro zelo dobrega lirika v resnici, ne. Pa mogoče je vseeno se splača tukaj spomniti, da je bil to je bil nekdo, ki je v resnici tudi, prej sem tako malo nešaljivo rekla, vse te sršene pa puščice, ampak dejansko je to dobro napisano. Tako da zgleda, tudi stvari, za katere se zdijo, da jih je mogoče stresel iz rokava, so v resnici izjemno dobro napisane. Da ne govorimo o tem, da je pisal tako v nemščini kot v latinščini tudi. Pa tudi iz teh nemških pesmi, ker žal ne znam nemško, ne morem presoditi, kje stojijo, ampak slovenske pesmi absolutno imajo neko svojo globino pa to. Aljoša, bi kaj dodal? Jaz bi sem rekel, da to je v bistvu nekaj zanimivo mi je to poslušati, ker mislim, da smo mi to tudi literarni zgodovini, po moje tudi slovenistika malo kriva za to, res postavili to kot nek konstanten konflikt od tega trenutka naprej. Pač Prešeren imel Kopitarja, Cankar imel svoje, Kosovel imel svoje, vsi so imeli neki ti naši veliki umetniki, nekoga, ki jim je nasprotoval in ta konflikt med staro Slovenci in mlado Slovenci se potem skozi zgodovino ponavlja, ampak bi rekel, da je po neki strani
strukturiran zelo pač tipično za našo družbo, ker gre vedno za nek generacijski konflikt v eni taki mali družbi in bi bilo smešno, če se ne bi, jaz mislim, da to še danes ponavljalo. Jaz tudi mislim, da je danes recimo zdaj že enih 5-6 let ne, ampak recimo desetletja in desetletja, recimo ene največje slovenske nagrade, recimo Kresnik, je nagrajeval ene in iste romane. To so bili romani drugi svetovni vojni, pa romani moški, ki mi je ženska ali umrla ali pa jih zapustila. To sta bile pač dve schemi, ki so jo potem nagrajevali, da na neki trenutek pač nihče več ni mogel tega brati in danes pač imamo zdaj, hvala Bogu, brat, da nagledujemo popolnoma druge romane. Ne? Ampak jaz mislim, da je nek konflikt, ko tudi danes jaz berem veliko, zdaj, ko sem pustil službo, sploh spet lahko veliko berem, veliko več, kot sem prej, ko bereš slovenske romane, ugotavljaš recimo, da je vsak slovenski roman je strukturiran kot grozljivka. V slovenskem romanu se namreč na neki točki zmeraj mora zgoditi, da telefoni nehajo delati, pa da interneta ni, pa da računalnikov nimajo. Zato, ker slovenski roman ne zna napisati prepričljive sodobne zgodbe, ki bi se dogajala danes, ko lahko nekdo, kdorkoli na neki točki dvigne telefon iz žepa, pa je nek konflikt končan ali pa kakorkoli. To so mi ene take zelo zanimive stvari. Jaz mislim, da brez Kopitarja tudi ne bi bilo Prešerna. Jaz mislim, da ta nek dvojec je zanimiv, predvsem je pa zanimiva ta ideja, ki si jo prej omenila, pa ki jaz v knjigi skušam nekako nakazati, da danes slavimo Prešerna kot velikega nacionalnega pesnika, ampak on je bil predvsem večino svoje kariere kranjski pesnik, medtem ko Kopitar je pa imel nekatere ideje, ki bi jih danes lahko razglasili za ideje velike Slovenije, pravzaprav iz tega vidika, da je on tudi nekatera hrvaška narečja recimo zajemal kot pod slovensko in če bi po njegovem skratka imeli takrat državo samostojno slovensko, bi bila cela Istra naša recimo. Kakšne take stvari so meni zelo zanimive, kako se je to obrnilo in kot je rekel Marjan, zato ker to gledamo skozi Prešernovo perspektivo, ampak marsikje v zgodovini se nam to zgodi, da gledamo na ljudi, na nek konflikt po tistem, ki smo ga povzdignili in ga imamo za zmagovalca. Ja, kot rečeno, Kopitar je v resnici precej zanimiv lik, ampak zdaj, ko si omenil nekako, da so bila v nekem določenem trenutku, sploh pri Kresniku, da so bili nagrajeni predvsem zgodovinski romani. Sej omenil si tudi na začetku, da tudi Doktor in povodni mož je na nek način zgodovinski roman. Vsak zgodovinski roman se mi zdi izvira iz tega, da govori o nekem določenem zgodovinskem obdobju, tudi zato, da potem saj veš, kaj te bom vprašala, potegne vzporednice s sodobnostjo. Pravzaprav, Marjan, ti imaš v svoji knjigi tudi to omenjeno, da še vedno je treba govoriti o cenzuri. Prav zaradi tega, ker se na nek način cenzura danes vrača, ti narediš to schematično, pač delitev, na kaj se je cenzura fokusirala skozi čas, najprej na vero, potem na politiko. Zdaj smo pa v tem obdobju, ki mogoče nikoli niti ni izginilo, da je ta moralistična cenzura še vedno prisotna. Tako da me zanima, Aljoša, zate, kje ti vidiš v svojem romanu vzporednice med časom, ki ga opisuješ, in med sodobnostjo. Tebe, Marjan, pa ko boš imel malo časa, ko Aljoša odgovarja, za razmisliti, na kakšen način se danes kaže cenzura in kakšni so sistemi represije danes. Ja, zame, zdaj se bom spet, vedno, ko o teh stvarih govorim, se zamerim komu, zdaj se bom pač slovenskim pesnikom recimo zameril. Zame je ena največjih razočaranj slovenske poezije ta, da ko berem poezijo moških slovenskih pesnikov, ugotovim, da še vedno ne znajo ženske, neke ljubezenske poezije pisati brez fizičnih atributov. Da se razumemo, erotična poezija je nekaj drugega. Ko se moški in ženska slečeta, seveda opisuješ druge stvari, kot takrat, ko sta oblečena. Ampak meni je grozljivo se mi zdi, da ko bereš romane slovenske, vedno opisuje kakšne ritma, kakšne lase ima, kakšne oči, kakšne ustnice, ne vem, vse te, skratka, kakšne je telesno, medtem ko ne vem, nikoli ne zveš o njej, je duhovita, inteligentna ali kakorkoli. In to je neka struktura, ki je iz Prešernovega časa in iz te romantike, kjer še vedno opisujemo neko ljubezensko, objekt naše ljubezni kot nekaj zunanjega, kar je meni pač nenavadno. In to je nekaj, kar recimo jaz najdem še vedno vzporednice, hkrati pa obenem ta močen patriarhat, v katerem še vedno danes živimo in seveda vedno
v resnici nič manjši, vedno hujši in jaz mislim, da ko se bo družba še bolj zaostrovala v naslednjih mesecih in letih, ker bliža se nam ekonomska kriza, še več migrantske krize, še več podnebne krize in tako, je recimo femicid še vedno na porastu. In jaz sem dolgo se ukvarjal s tem, kaj naj naredim pri svoji knjigi, ker se mi je zdelo pomembno, da recimo v Angliji ima eno nagrado, kjer podeljujejo nagrado najboljši knjigi, v kateri žrtev ni ženska ali otrok. Ker ti v 99% kriminalk je žrtev vedno ženska ali otrok, ker jo ima družba pač za nebogljena in nas tudi bolj pretrese. V bistvu nad smrt moškega včasih ne pretrese, ker je nek obraten patriarhat. Ampak tukaj sem hotel, zato sem vzel ženske, ker se mi tudi zdelo, da v nekem nacionalnem boju in političnem boju vedno tudi najprej nastradajo ženske. In je to neka taka stvar. Je pa res, da recimo marsikoga je to zmotilo pri mojem romanu, zato ker pa nisem tukaj hotel toliko prebijati zgodovinskih okvirov in nisem želel žensk pokazati bolj samostojnih, bolj izdelanih likov, ker v resnici so bile potisnjene v neizobrazbo in ven iz javnosti. Zato se mi je to zdelo pač pomembno, da to pa v romanu vendarle ohrani. Meni se je zdelo, da je zelo jasno, da je to negativ, kako ne bi smelo biti, pa je tudi danes še marsikje, ampak marsikdo recimo tega ni tako razumel, pa to včasih skušam dopovedati. Drugače pa ja, veliko je tudi tega. Jaz sem knjigo pisal v času govorjenja o razprav o dodatkom k pokojninam umetnikov, kar smo potem na referendumu množično skratka zavrnili nov zakon in se mi je zdela ta retorika zelo zanimiva. Po eni strani Prešeren je bil krasen, to je naš, imamo kip njega sred Ljubljane, nanj smo ponosni, zdravico je napisal, vse to. Po drugi strani pa ta pijanc, ta dvojna podoba Prešerna, ki jo goji naša javnost, je mislim, da tudi zelo ima točno zato instrumentalizirana. Kadar pač pišemo nekaj avtorji, kar je ljudem všeč, smo Prešeren in je fajn in super in ne vem kaj in za nami bo, ne vem, nam bojo rodovi, vseeno. To tisti trenutek, ko pa zahtevamo recimo pošteno plačilo ali pa neko nagrado za svoje delo, smo pa nenadoma pijanci, lenuhi, se pravi ta temna plat Prešerna. In to se mi je zdelo takrat zelo zanimivo in jaz sem hotel v romanu oboje vseeno pokazati, predvsem pa pokazati, kako eno ne more brez drugega. Kako je svetla stran Prešerna oziroma to, kar mu mi danes pripisujemo kot pozitivno, zelo odvisno od negativnega in obratno, kako se to dvoje nekako dopolnjuje. Mislim, da si zdaj glih, ker tudi nekako konkretiziral dve zadevi, se opravičujem, Marjane, da pesniki so najboljši takrat, ko so mrtvi po eni strani, da ta krilatica mogoče še vedno drži. Hkrati sem se pa vmes spomnila na en esej, ki mislim, da ga je napisal Marcel Štefančič že kar nekaj časa nazaj, kjer je problematiziral točno ta vidik, ne, da je Prešeren veljal za takega pijanca, ampak v končni fazi človek, ki naj bi bil tako zelo pijan, takih stvari zelo verjetno ne bi pisal. Mislim, to je bila teza tega eseja, zgolj za zanimivost. Ja, meni je recimo eden najbolj zanimivih stvari, pa zdaj spet mi je žal, ker sem komu zameril, ampak recimo ena najbolj brutalnih stvari, najbolj groznih stvari, kar sem jih kadarkoli v življenju videl, pa hkrati najbolj zanimivih, je video, ki ga je pred par leti SDS lansiral. Skratka, kamera potuje, kaže lepote naše dežele in tako naprej, ampak ko boste pogledali video, je 3/4 časa brez ljudi. Skratka, naša dežela je lepa, bogata narava, ampak ko ni Slovencev, ko ni teh nadležnih ljudi, ki bojo več čas dvigovali roko, pa neki lapali, pa skušali imeti neke pravice, pa skušali pisati, pa bili kritični in tako naprej. In taki državi ni težko vladati, ne, goram in morjem in travam in kaj ne vem, kaj še imamo, čebelcem, to ni težko vladati. Težko je pa vladati, ko ti nekdo skozi neki lapa nazaj, pa je kritičen, pa se vseeno vpraša, kaj pa če ne bi imeli višjih davkov, pa bi imeli raje une obdavčili, ki imajo ful denarja, nas pa malo manj ali pa kaj, kakšne take stvari, no. To sem še hotel dati. Je v redu, to je pa boljša istočnica za moj odgovor, kot tisto, kar si prej govoril. Tako da hvala. Ja, jaz sem bil vprašan nekaj posebno drugega. Ne. Ampak povezano s tem, ampak je povezano. Ne. Če čist res v enem kratkem loku, to bi rekel res zgodovino cenzure, kot jo
poznamo, ne, mislim, v bistvu pojem cenzure se zares oblikuje pravzaprav s nastankom tega velikega verskega spora, ne, med protestantstvom in katolištvom, in takrat v bistvu se na obeh straneh začnejo vzpostavljati te strukture, ki čistijo, ki uničujejo, ki pač iščejo herezijo in tako naprej. Ne. Tako da ta prvi fokus v bistvu in seveda drugi faktor je pa pojav tiska, ne, ki v bistvu iz prejšnje te, bi rekel, rokopisne širjenja pač omogoč povsem, mislim, to je tako kot internetna revolucija, ne, pravzaprav bila pač ob koncu srednjega veka. Ne. Takrat se v bistvu pojavlja ta cenzura. Ne. Zdaj jaz cenzuro razumem pač nekoliko ožje, tako kot recimo eden ključnih raziskovalcev tega področja, Robert Darnton, skušam vedno vezati nekako na nosilce oblasti oziroma na nosilce moči, ker če govorimo, mislim, nekdo, ki mu niso dali subvencije, takoj seveda bo rekel, da je cenzuriran in to, ampak vendarle te stvari skušamo ločiti, ker se mi zdi, da potem ves govor o cenzuri pač razvodeni. To je mogoče ena osnovna stvar, se pravi, sledimo, ko razmišljamo o cenzuri, moramo vedno slediti moči, denarju, oblasti in definicija prave cenzure je zame tista, ki ima možnost realnih sankcij. Zdaj te sankcije so bile nekoč lahko drastične, nekomu so lahko roko odsekali, ga utopili, zaprli ali pa karkoli, ali so mu samo pač prečrtali neke besede, to še ni tako grozen, lahko je bil v zaporu, tako kot Miroslav Vilhar ali pa Cankar. Ne. Je pa res, da pa zaznavam en premik, recimo, ko razmišljamo danes o cenzuri, se mi zdi, da seveda za to informacijsko revolucijo, ki je sama po sebi seveda velik problem glede cenzure, glede podatkov. Ne. Mi ne vemo, kdo ima zdaj vse naše prstne odtise, so to Američani imajo prav gotovo, Izraelci morda tudi in tako naprej. Ne vemo, ne. Te stvari so zelo, mislim, to je zelo obširna tema, ne. Ampak če spet malo ožje gledamo samo cenzuro, se mi zdi pa ključen ta premik. Ne. Vedno cenzuro povezujemo z nekim utišanjem, se pravi, ali bomo utišali avtorja, ali bomo utišali delo, ga uničili. Ne vem, že Rimljani so seveda to izumili, seveda to ni novoveški izum. Ne. Rimljani so imeli celo damnacijo memorije, se pravi, tako uničiti, da se nečesa ali pa nekoga sploh ne spominjamo. Ne. To je, bi rekel, idealni primer cenzurne paradigme utišanja, ne, to je ta klasična cenzura. Ne. Zdaj danes moramo biti pa pozorni na to, da pravzaprav so pogosto malo drugačne strategije, se mi zdi, ne, da v bistvu mogoče ni mogoče vedno čist utišati tiste neželene informacije, ali pa, ampak se ta zadeva nekako potopi, preplavi z demantiji, lažnimi novicami, diskreditacijami, dezinformacijami in tako naprej. Tako da to je pravzaprav neka nova paradigma, ki jo lahko bi poimenovali recimo paradigma utopitve. In zdaj seveda moramo pa vedno vedeti, da se klasična cenzura vedno pojavlja v valovih. Recimo, če bo imel vojno, se bo tudi klasična cenzura utišanja. Mi zelo malo vemo, recimo, tudi Evropejci zelo malo vemo o vojni v Ukrajini, naprimer, koliko ljudi tam dnevno je ubitih in tako naprej. Ne. Tako da, recimo, to je podobno, kot smo bili nekoč v Avstro-Ogrski, ker nismo imeli dobrih informacij o stanju na bojiščih. Samo to. Hkrati pa je zelo težko reči, ali je to posledica neke oblike cenzure, ker če je cenzura, v resnici pomeni, da je zelo učinkovita, ker je nevidna. Ne? Najboljša cenzura je tista, ki se ne vidi. Po drugi strani pa, koliko je tukaj mogoče tudi vpliv neke poplave vseh informacij in tako naprej, da se potem stvari, ki naj bi prišle v ospredje, ki naj bi bile pomembne, ko je vse enako pomembno, nič ni več pomembno pravzaprav. Tako da tukaj bi mogoče neka oblika cenzure, utišanja takih presežkov mogoče celo pomagala, da se kakšne druge informacije pač izpostavijo. To mislim, da smo tukaj na tankem ledu. Tukaj je vedno neka dialektika. Ne? Od nekdaj je bila seveda cenzura dvorezen meč. To recimo v Rimu so stoletja so v Rimu proizvajali indekse prepovedanih knjig. Bile so posebne komisije, na stotine največjih učenjakov Evrope, tako rekoč, je delo na tem, kaj se bere recimo v katoliškem svetu. Ne. Čistili so tudi klasike, ne, tako da cele generacije recimo Evropejcev so brale očiščenega Boccaccia in tako naprej. Ne. Se pravi, ne samo heretične knjige, seveda tudi recimo ljubezenske ali pa erotične vsebine in tako naprej. Ne. No, ampak te indeksi
Te indeksi prepovedanih knjig so bili pa seveda vedno tudi vodiči za branje, torej bralni seznami za sladokusce. Ne. In recimo tudi potem to prakso so povzele recimo monarhije. Ne. Avstrijsko cesarstvo je kakšno stoletje, približno stoletje so izdajali Index Librorum Prohibitorum, kjer sicer niso bile natisnjene zraven cesarske insignije, recimo tako kot v Rimu, tam je bila polna bula, pooblastila, te komisije so bile imenovane, kdo je sodeloval tukaj. Ta zadeva je bila mečkam bolj prikrita, recimo v Habsburški monarhiji in so osveževali, vsakih nekaj let je šel nov seznam prepovedanih knjig, ne, seveda. In knjižničarji so to redno dobivali in so morali te knjige pač umikati iz ali so pa seveda niso bile v prostem dostopu, ne, za vsakega. Ne. Ampak moramo vedeti, da družbena elita je vedno prišla do vseh knjig. Zois, plemiči na Kranjskem, vsi so brali prepovedane knjige in to z užitkom, in kako so prišli do njih je ravno na podlagi indeksov. Ne, tako da recimo ena taka historična paralela. Zdaj, ko smo s cenzuro že malo zajadrali proti politiki, pa tudi še to vprašanje. Ne? V bistvu značilnost cenzure je bila zmeraj ta, vsaj tako se mi zdi na podlagi tvoje knjige, Marjan, da se je zmeraj osredotočila na stvari, ki jih je dojemala kot nevarne ali škodljive ali potencialno ogrožajoče, ne, ali karkoli. Je to mogoče razlog, da se potem totalitarni režimi oziroma tisti, ki imajo ambicijo postati totalitarni, zmeraj najprej spravijo na umetnost in na kulturo? Ma sej ne vem, če to drži, veš. Mislim, da ne. Jaz sem v bistvu ena ugotovitev v tej moji knjigi je ta pravzaprav, da je bila najbolj odločni udarci cenzure. Sicer recimo Darnton pravi, da cenzura najhuje udar takrat, ne, kadar so neposredno napadeni osebno nosilci moči, torej družbena elita, ne vem, kralj, ne vem, monarh, predsednik in tako naprej, ne. Se pravi, ampak vendarle se mi zdi, da je vsaj v 19. stoletju se to težišče res pomakne na politiko. Verske teme so relativno obrobne. Imamo nekaj primerov, tudi seveda v našem prostoru. Erotična cenzura, ja, Prešeren seveda in tako naprej. Ampak vendarle ljudje so bili v zaporu zlasti, se pravi, da je šla zadeva tako daleč, da so šli ljudje za rešetke, je bila pa skoraj vedno zaradi političnih razlogov in glavni problem je bil v slovenskem primeru nacionalizem. Se pravi, z vidika seveda države je to razumljivo, ne. Ti varuješ pač kohezijo države, ne. Nacionalizmi v bistvu od znotraj nekako silijo narazen, razbijajo državo, ne. Slovenci hočejo svoje pravice, Čehi hočejo svoje pravice, Madžari se upirajo in tako naprej. Vse te silne nacije v tej veličastni pravzaprav monarhiji nekako s temi silnicami prebijajočega se nacionalizma silijo narazen in tu pač država tukaj najbolj odločno posega. Ne. Tako da v bistvu ni na udaru najprej umetnost, ne. Se mi zdi, da ni to nujno. Ne. Ampak je pa res, da seveda v 19. stoletju se pa vse nekako prepleta z umetnostjo, ker pravzaprav so tukaj ta knjiga govori o ljudeh, ki so postavljali dobesedno slovenski kulturni prostor ali pa celo gradili slovenski narod. Ne. Mislim, da sem na to pomislila zaradi tega, ker nekje v knjigi si izpostavil pravzaprav to distinkcijo, ki jo je izvajala cenzura, da na eni strani so knjige kategorizirali kot znanstvene publikacije in do teh so bili bolj popustljivi, na drugi strani pa je bila tako imenovana zabavna literatura. In ta ideja zabavne literature, da vse, kar ni znanstvena literatura, je potem zabavna literatura, to je v resnici zelo široko polje literature, tako rekoč. To zajema vse. Ja, to drži, ne, ampak v resnici to velja, mislim, to velja samo za to prvo obdobje cenzure v tem terezijanskem času, razsvetljenskem. Torej v razsvetljenstvu nekako razsvetljenska cenzura je marsikaj preganjala, ne, kar nam sploh ni popolnoma jasno. Recimo preganjali so tudi, ne vem, baročno književnost, to preveč, ker so jo razumeli kot preveč nazadnjaško in pobožnjakarsko in tako naprej. Hkrati so pa seveda zasledovali tudi ideje francoske revolucije, ki so bile nevarne za monarhijo, po čist drugi plati seveda, ne. Hkrati je pa tudi, moramo še nekaj vedeti, da Kopitar pripada še tej generaciji cenzorjev, to je ta tradicija cenzorjev 18. stoletja, ki so v bistvu ponosni na svoje delo. Recimo francoski cenzorji
pred francosko revolucijo, to je cela armada nekih intelektualcev, ki pač vse kontrolira, bere vse knjige, ki izidejo in oni se ponosno podpišejo. Ne. Mi smo tukaj zato, da v bistvu izboljšujemo literarno produkcijo našega velikega kraljestva, ne, in smo ponosni na to. In tudi Kopitar ni te vloge sprejel kot nek pes čuvaj, bi rekel, tako kot si danes predstavljamo cenzorje, ampak pač kot vrhunska avtoriteta, ki bo pomagala v bistvu izboljševati. Ne. In odtot ta distinkcija, torej pri znanstvenih delih, ker so ta razvojno naravnana, da tako rečem, v tej razsvetljenski miselnosti, je večja toleranca. Ne. Tudi če so malce heretične in tako naprej, ne. Dočim pri zabavnem čtivu nekateri cenzori, recimo to sta zlasti Van Svitna, Gerhard in Gottfried, ki sta v bistvu utemeljitelja cenzure v terezijanskem času, sta imela nizko toleranco. Mislim, da nista imela posluha za umetnost, pač sta bila bolj znanstvenika. Ne? In odtot, to je pravzaprav bolj naključje, se mi zdi, oziroma bolj nekako ta razsvetljenska logika. Pozneje se je pa ta stvar spremenila in v drugi polovici 19. stoletja pa dejansko cenzura postane pač represivni aparat oblasti, no bolj. No. Preko si omenil ksenofobijo, se opravičujem, nacionalizem, ampak se ni tako daleč, ne eno od drugega. Sem se spomnila še ene druge stvari, za katero sem mislila, Aljoša, da je tvoja pogruntavščina v romanu, pa sem potem ugotovila, da ni. Ne? In to je Prešernovo nasprotovanje, in verjetno ni bil edini, ki je to nasprotoval, mešanim zakonom. Se pravi, nemško-slovenskim zakonom pravzaprav. In ena kitica Zdravljice, ki mislim, da jo je kasneje Miklošič že cenzuriral, a ne je bil še vedno Kopitar? Ne, to je druga zgodba, lahko jo povem. Ja, prosim, ja, mislim. To je druga zgodba, to je prva varianta Zdravljice, ki jo je Prešeren nameraval objaviti. In ta dejansko vsebuje kitico, ki nas danes v bistvu preseneča. Ne. Prešeren Slovenkam polaga na srce, naj se ne mešajo z Nemci. Evo, tako zelo preprosto. To je v bistvu pravzaprav cenzura je prepovedala to objavo in to je bil isti cenzor, ki je bil zelo, zelo liberalen in je marsikaj pustil. Se pravi, Janez Vesel je bil lokalni cenzor v Ljubljani, on je to spustil skozi. On je spustil skozi recimo tisto serijo napadov zoper Kopitarja, ne. Tega pa ni, ne. Zdaj nimamo aktov, kolikor jaz vem, niso ohranjeni, bili pač kakšni zapiski, tako da ne vemo, zakaj, lahko sklepamo, da morda tudi zaradi tega ta verzija je še bolj odkrito nacionalistična kot tista poznejša. Ne. Tista kasnejša, mislim, da je ta iz leta 1944, se pravi, to je ta čist prva znana verzija Zdravljice, ki je bila namenjena za objavo. Mogoče je bil pa tudi Prešeren mu hvaležen na nek način, ker je potem sam to kitico izločil, lahko da pa ne, da je pa potem jo izločil pač zaradi tega, ker je vedel, da pač ne bi bila objavljena. Ja. Ampak je bil, seveda, Prešeren je bil nacionalist, ja. Aljoša, si ugotovil, da je bila tukaj ena splošno razširjena značilnost tistega časa, da si to vključil v roman? Ja, zdaj pač pri meni doktor ni nacionalist, ne, oziroma še bomo rekli tako, ne, ker ja, jaz imam pač, moj roman se konča 35, do takrat je večina tega, kar je pač Prešeren pisal, je pač nekako v duhu Kranjske, seveda zdaj, ko on reče Kranjec, ne vemo, kaj točno misli, a misli samo ljudi, ki so živeli na Kranjskem, misli Slovence, ki so živeli na Kranjskem, ali misli vse Kranjce, kaj točno misli, ko reče Slovenec, so to Slovani in tako naprej. Ne? In jaz sem tukaj v bistvu ravno o tem razmišljal, pač zame je 19. stoletje, pa ravno tukaj okrog 30 let pač rojstvo nacionalizma, ne samo slovenskega, pač tukaj se nacionalizem rodi in ta nacionalizem pozneje prinese ogromno, tudi gorja, seveda ogromne vojne, ogromnih stvari, razpadov držav in mene pač tukaj vedno zanimalo pač to obdobje pred nacionalizmom, kako je živeti v državni strukturi, v mestu, kjer v bistvu mešaš dva jezika, pa ne gledaš na to kot na nek blazen problem. Ne? Se vemo, tudi Prešeren in Čop, večino stvari, ki sta si dopisovala, pišeta v nemščini. Ne? Mislim, bolj ali manj vse, kar se je ohranilo. Koliko razumem, mogoče se kaj ni ohranilo, ampak načeloma si dopisujete v nemščini. Vedno preklopite na nemščino, kadar je pač treba govoriti o, ne vem, literarni teoriji ali pa o stvareh, ki sta jih bila pač vajena govoriti v nemškem jeziku, ker recimo to še vedno
jezik znanosti ali pa višjih slojev. Ne. Tako da meni se je zdela ta pozicija zelo zanimiva ravno zaradi tega, ker tukaj še ne moremo govoriti o nacionalizmu in gledati, zakaj se to pravzaprav nekako porodija. Ne? In bral sem vse te knjige od Benedikta Andersona in tako naprej, ne? Kako se v bistvu vznikne ta nacionalizem, ki ga najprej intelektualci nekako pogruntajo, potem pa začne to vedno prihajati, navduševati pač ljudstvo na tem in je nek način osamosvajanja, pa način nekega šovinizma, pa način nekega v bistvu drugačnega videnja sveta. In to mi je zelo zanimivo. Moj doktor pa absolutno do neke mere ne zmore rešiti, pa ne da bi preveč razkril, ampak ne zmore razrešiti vprašanja, kdo je morilec do trenutka, ko ne dojame, kaj je nacionalizem in kaj pravzaprav pomeni točno to, kar si ti povedala, ne? Da v mestu ne živijo Kranjci, ampak živijo Slovenci in Nemci. Da naenkrat ta optika se nenadoma hitro spremeni. Ne? In to mi je res nenavadno, ker je ena taka stvar, s katero tudi jaz dosti živim, pa s primkom, ki ga imam, ne? Ker recimo to se mi je dogajalo tudi malo po tistem, ko sem šel iz Cankarjeve založbe, sem šel recimo na Evropsko prvenstvo v nogometu pogledati Slovenijo na 2 tekme in do tistega trenutka jaz sem bil zelo glasen na Twitterju glede marsičesa, tudi politike in sem bil seveda vajen, da sem dobival zelo pač grde odzive nazaj na svoje politične zapise in tako naprej. O fuzbalu so me pa pustili primer. Ko sem pa o fuzbalu pisal, je bilo pa večinoma ljudi je to dolgočasno, itak pa, če se ni o čem za prepirati, razen da pač gleda ti čefuri, ki igrajo v slovenski reprezentanci, dokler je slovenska reprezentanca igrala dobro, pač ne govoriš, da so noter čefuri. Ampak v tistem trenutku, ko sem bil na Evropskem prvenstvu, pa so mi začeli tudi tam učitati nacionalizem najti noter, kaj boš ti, kaj že ruski žid, kakorkoli so mi že govorili. Skratka, hodiš na slovenske tekme, kdo ti to plačuje in ne vem, kakšne stvari. In se mi je zelo zanimivo zdela, ker se je obrnila ta neka optika od tega, da sem jaz doktor slovenistike, pač na slovenistiki sem dosegel doktorat, da celo življenje pišem, da moji tviti so zmeraj v zelo lepi slovenščini s vsemi vejicami in tako naprej in da ti nekdo očita, da nisi dovolj Slovenec. In to se mi je zdela ta optika, ki si jaz tukaj doživljam, se mi je zdela zanimiva pač preiskovati, kaj pa je bilo, ko se nenadoma ti ugotoviš, da si se znašel v svetu, kjer ste še prej bili Kranjci in živeli v eni deželi, ki je stoletja, seveda si izmišljujem, ampak stoletja, ne vem, si imel neko pokrajinsko zavest, nenadoma pa prideš do nacionalne. In ta preskok je tisto, kar je meni najbolj zanimivo v mojem romanu, čeprav se ves čas zdi, kot da je to ozadje mojega romana. Sej v bistvu ne, emblematično je, da si ti dogajanje svojega romana postavil v letu 1835, ko Prešeren piše Krst pri Savici, ne, ki je na nek način ena taka, ko bi se temu reklo, konstitutivna slovenska poezija. Definitivno je eden tekstov, ki je najbolj bran v slovenski zgodovini, po mojem. Ampak tudi ta je bil podvržen cenzuri, ne, če se ne motim. Ja, ampak je šel skozi. No, evo. Cenzuriral ga je Andrej Golmajer, katoliški dogmatik in mu je bil všeč. Ja, kako mu ne bi bil? No, sej tako, ne. Jaz bi rekla, da smo mogoče zdaj nekako naredili en tak krog o odnosu med Prešernom, cenzuro, Kopitarjem in dolgim 19. stoletjem, ki smo ga poskušali nekoliko zakoličiti, pa nam je vseeno stalno uhajalo. Mogoče čisto za koncu eno vprašanje, ki ni zares povezano niti z eno, niti z drugo knjigo, čeprav po drugi strani tudi je. Ko govorimo o velikih avtoricah, velikih avtorjih, ne še posebej tistih, ki so že lep čas mrtvi, zmeraj obstaja nekje neka želja, da mogoče pa njihov opus ni zares iztrošen, da mogoče bi se pa vseeno še kaj našlo, da mogoče v kakšnem predalu še vedno čepi kakšen še neodkrit rokopis ali kaj podobnega. Bodimo realni, koliko je tukaj takšnih možnosti pri Prešernu? Pri Prešernu 5 let nazaj ali pa 4 ali pa 6, ne vem zdaj točno, so našli nekje v Ameriki nek nov Prešernov rokopis, lepo prosim, tako da ta zadeva seveda ni izključena. Ne. To je zadnji podatek. Ne. Jaz sicer dvomim, da se bo še prav veliko materijala našlo. Velika dilema seveda pri Prešernu je to, ali je bilo takoj po njegovi smrti, kaj je bilo požgano, ali je, mislim,
Zelo verjetno se en del tega izročila, mislim, nekaj se je pač tam zažigalo, to je popolnoma jasno, ni pa znano. Ne. Liberalci so vedno trdili, da so bile tam mojstrovine uničene in tako naprej, kar je relativno malo verjetno po mojem mnenju. Zelo verjetno so bili pa, mislim, torej Prešeren je v zadnjih letih dejansko se res potem pač vdal alkoholu in tako naprej, ne. In v tistih zadnjih letih kranjskih je pač res sam večinoma, to bi rekel, bolj te apokrifne prostaške verze pisal bolj za predal, seveda ne s kakšno mislijo najbrž za objavo. Verjetno je velik del tega bil zažgan, en del pa se je ohranil skozi različne izročila in pač pa tudi avtorstvo ni tam recimo čisto popolnoma jasno mogoče ga ugotoviti. Ne. Ampak ja, mislim, vedno je mogoče, da še kaj pride na dan. No. A se lahko zahvalimo tudi cenzuri na nek način, da so kakšna Prešernova dela ohranjena, zato ker je ostalo recimo v njihovih arhivih, ne pa kje drugje? Ja, seveda. Te stvari so se zbirale, ne. Takoj, mislim, kmalu po Prešernovi smrti so pač nekateri začeli te stvari sistematično zbirati, recimo Levstik je bil eden tistih, ne, in so se začeli zanimati in te stvari pač enostavno so se potem kopičile, večinoma so danes zbrane v Narodni in univerzitetni knjižnici ali pa recimo v arhivu Slovenije, kjer je veliko teh cenzurnih arhivov. Tako da zdaj ne moramo reči, da bi se cenzuri morali zahvaliti, ne, ker ne vemo, kakšna bi bila sicer usoda teh tekstov, ali bi bili sploh napisani, ali bi bili morda objavljeni in tako naprej. To je, mislim, tukaj je eno morje hipotez, na katere v bistvu ne moramo zares odgovoriti. Aljoša, zate imam idealen pitch za naslednji roman. Najdeni rokopis, poezije 2. Zdaj, ker nočem pred spoiler, ne bom povedal, kaj se na koncu zgodi, ker na koncu se malo poigram, seveda točno s tem prizorom tega požiga na vrtu, kakorkoli pač se zgodi, ampak zdaj, čisto resno, to je bilo mišljeno na začetku, da je prvi del, prva knjiga iz neke serije knjig o slovenskih pisateljih kot detektivih. Ne vem, če se bom še kdaj vrnil k temu, ker kot rečeno, zelo me je zmatrala pač vsa ta raziskava, ker sem jaz ugotovil sem, da ne znam nehati. To je največji problem. Na koncu me celo Marko Zajc, zgodovinar, ker sem mu poslal knjigo, pa jo je prebral, pa mi je rekel, da je super, pa sem ga vprašal, ampak Marko, kaj pa to vprašanje, kaj pa 10 vprašanj sem mu dal, če lahko na to pazi noter, pa rekel, veš, da sploh nisem gledal tega, ker se super bere. Sem bil tako, Marko, hvala ti za nič, ampak ne, sej, vedno ga omenjam in se hecam, ampak v resnici me je on pomiril kot prvi, ker mi je na nek način povedal, Aljoša, kaj pa, če se nehaš obremenjevati s tem, a so takrat že poznali oživljanje, a si zagrešil še kakšno veliko napako, ker potem dve sem, no, iz trde v mehko platnico sta popravljeni dve napaki, ker v trdi vezavi Čop še nekje pije čaj z limono, pa so me potem opozorili, da limona je bila tako redka, da ni šanse in zdaj pije z kancem žganja. In pa še ena stvar je bila, zdaj sem pa pozabil, še ena zgodovinska netočnost je bila. A kaj pa števila trupel? Ne, števila so tam je v redu. Ne, noter je bila še ena stvar, ki sem jo potem tudi spremenil, ker se je skazalo, da ni v redu. Pa ena časovna je bila, mislim, da nekje rečejo včeraj, pa je v resnici predvčerajšnjim, ker sem nekaj s temi datumi pomešal. Ja, skratka, naslednja bi bila naslov bi bil, pozabil sem že kako, ampak bi bil Janko Kersnik in rokovnjači, ker bi se izkazalo, da je poleg rokovnjačev Kersnik Jurčiču podedoval še nek njegov dnevnik, v katerem on raziskuje in da je odkril še nekje, da res živijo rokovnjači in Kersnik ravno pride na neko temno, viharno noč, ko se rodi novorojenček, ki rokovnjači pridejo ugrabiti, zato ker, kot veste, rokovnjači so sekali roke dojenčkom, ker so jih imeli za nevidnost. Ne? In skratka, tako bi se začela jim neka napol grozljivka, potem imam za Zofko Kveder in kot sem že rekel, imam tudi za Ivana Cankarja, ravno to, Cankar bi odkril, kdo ga je ubil, v bistvu prav po stopnicah dol vrgel, bi že vnaprej skratka razkril tega zločinca. Vseh bi se pa pojavljal ta moj Dunajčan, ker v bistvu se izkaže, da Dunajčan je neko nesmrtno bitje in uteleša ta nasprotovanje slovenskemu nacionalnemu gibanju v vseh
pojavah, zato ima že v prvem delu v resnici to, kar jaz opisujem, kako je on oblečen. Oblečen je kot gestapovec. To je v bistvu ena taka mala šala, ki se potem v 6., 7., ne vem kateri knjigi že pač skratka izkaže. In serija bi se končala z romanom, v katerem ubijajo priljubljenega pisca zgodovinskih kriminalk in njegov umor razrešuje njegov mlajši brat pesnik. Skratka, cel cikl bi prišel do svojega lastnega umora. To se mi je zdelo pač zabavno, ampak se pravim, predvsem je problem to, da je res veliko nekih zgodovinske raziskave bilo potrebno za to knjigo in tudi za naslednje bi bilo in trenutno pač ne morem vzeti si, ne vem, 3-4 mesecev, da bi vse to raziskal, pa potem še 2 mesecev, da napišem samo knjigo. Tako da, če boste kupili dovolj Dohtarja, pa naslednje knjige, ki jo zdaj že pišem, bo pa mogoče čez 3-4 leta se vrnil k tej ideji. Zaznavam neko, križanje tle, 7. funkcije jezika, pa Tarantina, pa še bi se verjetno našlo, pa neko skrito obsesijo s temi bratovščinami, pravzaprav od prostozidarjev do rokovnjačev. To je lekcija, ki me je naučil Dan Brown še enkrat. Ne? Rabiš take neke skrivnostne, pa jaz imam zelo rad gotske romane in grozljivke in tudi nokter, in tudi malo bi mešal žanre. Saj jaz v resnici, zdaj moja naslednja knjiga, ki je psihološka srhljivka, jaz vas skušam navaditi k temu, ker si prej rekla, da ima Dohtar že elemente grozljivke. Ti elementi grozljivke se bojo vedno večali, dokler ne boste naenkrat ugotovili, da berete od mene samo še grozljivke. Marjan, grozljivka v sekti cenzorjev. Jaz sem hotel samo to dodati, ker je Aljoša res zelo študiozen pisatelj. Res je za to svojo knjigo marsikaj preštudiral, zlasti zgodovinske vere in seveda literarno-zgodovinske. Seveda, da mu ponujam tudi svojo knjigo v branje, ker se mi zdi, da bo najdel nekaj takih zelo zanimivih mikrodetajlov. Recimo Levstik je kandidat, še morda Cankar prav gotovo, Cankar je imeniten kandidat. Ne. Potem se pa moja knjiga konča, ampak naprej bo šel sam. Naj pa povem še eno drobno zanimivost, ko rečem, da je bil Aljoša študiozen. Jaz sem ga v bistvu spoznal, se mi zdi, ko sem predaval na filozofski fakulteti, on je bil podiplomski študent, jaz sem en pač kratek kurs tam in je bil daleč najboljši študent oziroma skozi je imel zanimiva vprašanja. Takrat sva se spoznala. In še to, pravzaprav je on na nek način nesojeni urednik moje knjige. Dvakrat ali trikrat je že omenil, da je pač pustil službo pri Cankarjevi založbi. No, ta knjiga je šla pri Cankarjevi založbi, ampak to sva se seveda začela že midva dogovarjati. Potem pa pač je Aljoša šel, no, ampak vseeno sem bil pa tudi takrat hvaležen, no, da si pač imel tudi razumevanje za tako obsežen projekt. No. Jaz se zdaj, ko vidim, kako je debela, sem kar vesel, da sem šel. Ja. No, v bistvu se je tako kot v tvojem nenapisanem romanu Aljoša tudi tukaj na nek način življenje lepo stopilo z literaturo oziroma z življenjem teh 2 knjig, ki sta obedve absolutno vredni branja in jaz jo ne morem bolj priporočati, ne se ustrašiti debeline, ker tudi Marjanova knjiga ima v resnici kup slikic noter, ampak poleg tega tudi ogromno zelo, zelo zanimivih anekdot in predvsem je možno videti pač, kje je bilo kaj prečrtano, kdo je za kaj kriv in tako res se bere kot ena znanstvena kriminalka, ne, na nek način. Pri Dohtarjevem povodnem možu pa vas vabim k temu, da ugotovite, kdo je zagrešil vse te umore, preden pridete do konca knjige. To je itak ena od takih dodatnih zabav pri vsaki kriminalki. Preden zaključim, da vas vprašam, ima še kdo v publiki kakršnokoli vprašanje za naša 2 gosta? Mislim, da se je tekma že začela. Ja, mislim, da je bilo to znamenje. Ne? Pa še povrhu vsega 14. julije, francoska revolucija teče v nekem paralelnem svetu, tako da čas, da se... Španija že vodi v resnici od 22 minute. A proti Franciji? Ja, to je pa grozno. Ja, grozno. Nič. Upajmo v moč revolucije. Ne? Skratka, lep večer še naprej. Marjan, Aljoša, najlepša hvala obema za ta krasen pogovor. Hvala tebi, Ana. Hvala vsem.